To so mi všeč te mlečne, kot recimo ta mlečni zdrob. Ni mi pa všeč, naprimer, grez. Ker so okusi različni, tudi šolska hrana ne more ugajati vsem. Siroп burek ali pa kaj tako mi ni všeč, drugače pa večinoma vse jem. Ne vem, jaz nisem taka oseba, da bi ful kakšnih namazov jedla, pa kaj tega, pa se doskrat zgodi, da je kakšen tako v šoli, ki mi ni všeč. Doma najemo ful teh kremnih juh in če so v šoli, pač ne vem, mi niso glih toliko pol peti, tudi ne, ki jih nimamo toliko doma. Večinoma najem samo ne hrane, kaj nisem navajena. So bili eni dnevi, ko hrana ni bila dovolj kuhana, ampak drugače mi je pa všeč, da je hrana zdrava. Načeloma se mi zdi prav, da je raznoliko, zato ker je vsakeč nekomu nekaj ugaja. Šolska hrana je z razlogom takšna, kot je. Šolski jedilnik je skrbno načrtovan in jedi z njega vsebujejo pomembne hranilne snovi, ki jih potrebujete za rast in delo v šoli. Poskrbeti moramo, da zastopajo živila vse hranilne snovi, in sicer vitamini, minerali, potem morajo biti beljakovine, ogljikovi hidrati in pa maščobe. V same jedilnike moramo vključiti ne samo lokalno pridelana živila, tudi eko oziroma bio živila, pijače brez sladkorja. Na tej osnovni šoli imajo posebno skupino za šolsko prehrano, ki sodeluje pri sestavljanju jedilnika. Učenci bi si želeli nekaj sprememb, na primer. Želim si, da bi bil čaj tako bolj sladek. Otroci bi želeli sladice oziroma bolj energijsko gosto hrano večkrat, vendar jim žal to ne moremo ponuditi, ker to ni v konceptu zdrave prehrane. Najboljša rešitev bi torej bila, da bi nam zdrava hrana ugajala. In tukaj je nasvet. Meni se je že tudi zgodilo, da mi včasih kaj ni bilo in potem sem to pač več časa sem to probavil in v bistvu s časom mi je pol postalo všeč.